Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Današnja oddaja bo nekoliko drugačna, saj bo vključevala predvsem intervjuje, ki so bili posneti na BIM Matlonu 2017, dogodku, ki dejansko še poteka v času tega snemanja. Dogodek se odvija v Ljubljani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Na samem BIM Matlonu so prijavljene 4 skupine, in intervjuje s 4 skupinami boste slišali v nadaljevanju. Pozdravljeni, trenutno sedim z vodjo Alhaus ekipe na BIM Matlonu v Ljubljani, to je Marko Žgavc, in najprej morda vprašanje, če lahko kratko predstaviš ekipo, pa te osnovne podatke, kako ste si sploh zamislili za vse to in kaj pričakujete od današnjega dne. Živjo, jaz sem Marko, vodja ekipe Alhaus. V bistvu 4 smo v ekipi, 3 gradbinci in arhitekt. Jaz sem gradbinc, ko delam na Alplani 2017, potem imam še Peter Jarmoljev, je trenutno v ekipi, on je arhitekt, Mirza Salkič je tudi inženir, gradbinc, in Blaž Pucelj je statik. Vsi uporabljamo Alplan, razen Blaža, ko uporablja še Frilo, in Mirza pa uporablja Arhiket. In kako v bistvu, skratka sodelovanje bo potekalo pol prek IFC, izmenjave na ta način ali kaj bolj, sofisticiranega, kakšen BIM server ali kaj podobnega? Ja, povezave imamo prek tega IFC datoteke si dajemo, datoteke nariše eno stvar in pol damo naprej, ne? In če ne si dajemo pa moral vsi na ta BIM server, BIM plus, ko nam omogoča Alplan. V bistvu, kako je pa z usklajevanjem teh modelov, ali v bistvu iskanje napak, a ste že toliko daleč, skratka smo nekje na sredi dneva, malo pred kosilom. Koliko daleč ste, v bistvu, kako ocenjujete v bistvu vaš napredek zdaj? Kaj je v bistvu tisto, kar je v osnovi narejen? Ja, v osnovi nismo še nič preverili, ker ne še dosti narejeno. Malo kasno smo se lotili, dosti pogovarjali, kdo bo kaj delal, ne? Malo je en dan, ne? Tako da tu usklajevali bomo bolj pole. Pol predvidevam, da boste na koncu spet zadnje minute lovili. Kako je pa v bistvu, skratka, sama naloga je v bistvu skupna za vse ekipe. Imate že morda v načrtu, kaj boste lahko vse naredili, 4D, kakšne, energetske študije, kaj podobnega? Naredili smo se tako, da smo si dali vsak nekaj za narast, tako da jaz v bistvu delam arhitekturo, Peter dela 2D načrte, Mirza dela zunanjo ureditev in Blaž dela statiko. Tako da vsi delamo pomalo. V bistvu bil si že na prvem BIM Matlonu lansko leto, zdaj če po tvojih dolgoletnih izkušnjah skoraj, ne? Kako ocenjuješ v bistvu, glede na to, kaj si od lanskega leta prinesel? Ste na pravi poti, bo šlo to skozi ali bo na koncu res lovljenje minut in klestenje tistega, kar nameravate narediti? Ja, lani je bilo boljše, ko si lahko sam neki projekt naredil, ne? Tako da tle smo se malo šlepili lani, ne? Leti se pa že malo več stvari in bomo videli, koliko nam bo uspelo. Ker je kar dosti te robe. Ja, v bistvu mislim, da je res, morda je to kar velika malo izenači možnosti vseh ekip, ne, v bistvu, kjer imate skupen model oziroma skupno podlago za pol načrtovati. Kaj pa sicer, kako vam gre, kaj pričakujete v bistvu, kje so tisti pozitivne koristi od tega BIM Matlona? Pričakujem bolj, da se tle z ekipo spoznam, ker jih ne srečam vsak dan in tako da bolj kakšno mreženje, bolj tako. Bi pa rad naredil ta model, da čim več stvari ima detaljno, pa tudi če ne naredim vse, ne, saj
važno, da zastavim prav. Ne? Ja, odlično. V bistvu skratka ne gre, ni v prvi vrsti namen tega neko tekmovanje, ampak v bistvu ni tako tekmovanje, kjer bi bil res tisti rezultat, v bistvu si prvi, drugi, tretji, v bistvu blazno pomemben, ampak predvsem za neko druženje, izmenjavo informacij, pa videti, kje smo, konc koncev, ne? Ok, še kaj za na konec? Ne vem, dajmo navivati za nas. No, ok, vsi ploskamo za Ja, Alplan. tako. Ne, Alhaus. Alhaus. Sorry. Ni panike. Hvala. Prosim. No, sem z drugo skupino izmed 4 na današnjem Bimatlonu, to je BIM Team. In sem tukaj vodja ekipe Matic Ledinek. Pozdravljen, Matic. Pozdravljen. Lahko tako v parih besedah predstaviš ekipo, v bistvu, recimo, pač kako ste se sploh našli, ste že prej poznate, so kakšne prednosti v tem ali ne, v tem smislu? Ja, ekipo predstavljamo 3 člani, jaz, Matic Ledinek, Mitja Furman in David Dobrotinček. Smo prijatelji, ki smo se spoznali tekom študija kot sošolci. Na tekmovanje smo se prijavili v zadnjem času, ker smo se organizirali zelo na hitro in bolj kot ne načrtovano, tako da bomo videli, kaj bo nastalo. Ja, v bistvu priznam, ne, da je rok za prijavo je bil v bistvu zelo kratek, dolg časa si ne vedeli, ne, o tem, tako da je zelo pohvalno za vse 4 skupine, da so se sploh zorganizirale in uspele pripraviti. Kako pa v bistvu stvari trenutno grejo, kje programe uporabljate, koliko daleč ste, kaj pričakujete, da boste lahko uspešno izvedli do konca, ki je v bistvu zdaj smo nekje na sred poti, ne? Ja, trenutno zaključujemo osnovne elemente modela, no to pa se bomo lotili še statike, terminskih planov, poskusili bomo z vizualizacijami in inštalacijami. Kaj vse pa nam bo uspelo, pa bomo videli na koncu. Kje programe uporabljate za modeliranje? Začeli smo z Alplanom, za teren smo uporabili še AutoCAD Civil 3D, na to pa bomo nadaljevali še z Archicadom za inštalacije ter Asta za 4D analize ter s CIO za statične analize. Našteli ste v bistvu celo paleto pač nekih programov od modeliranja pa do nekih statičnih izračunov. Se pričakuje kakšne težave pri izmenjavi podatkov? Imate izkušnje z uporabo pač celotnega spektra teh programov? Ja, za izmenjavo bomo v glavnem uporabljali IFC format. Vemo, da se pri IFC formatu določene informacije izgubljajo. Nekaj smo že tudi preizkušali, tako da nekaj težav verjetno bo, koliko pa bomo še videli tudi pri prenosu. Se upravičujem za tale klic, umesen, ampak v bistvu ena stvar je, morda sva šla zelo hitro na programe in tako naprej. Kaj sploh v bistvu od tega udeležbe na Bimatlonu kot skupina, pa tudi ti kot posameznik, v bistvu kaj pričakuješ? Ja, po eni strani je to tudi zabava za nas, neko druženje, ker smo že sodelovali tudi na več tekmovanjih, ne na takšnih tekmovanjih, ampak na tudi drugih tipih tekmovanj. Ja, se upravičujem za tole umestno intermeco v druge vode. Mogoče še eno vprašanje, to smo že govorili tudi z Bimatorijem, ko sta bila gosta na podcastu. In ste rekla, da je pač to neko osebno poznanstvo, kar velik plus pri takšnih dogodkih. Kako pa ti vidiš to? Je v bistvu to smatrati kot nekaj koristnega, a je zaradi tega izmenjava informacij bolj tekoča, je manj težav, manj nekih konfliktov, pa ne samo konfliktov v BIM modelu, ampak tudi sicer, ne? Ja, moje mnenje je, da poznanstva med člani ekipe so zelo pomembna. Sploh v našem primeru smo dobri prijatelji, se poznamo med sabo, dobro vemo, kdo kaj zna, kdo kaj hitro naredi, dosti lažje se organiziramo. Tako da to je kar velika prednost, sploh pri takem tekmovanju, ko je tudi čas neka ovira, ne. Omenil si čas,
kako lansko leto na tem biatlonu niste bili, ne? Ampak kako pričakujete, boste na koncu uspeli tisto narediti, kar ste se zadali, ali boste na koncu tiste zadnje minute lovili in probali stisniti maksimalno? Ja, iz preteklih izkušenj, iz tekmovanj vem, da je vedno čas na koncu ovira. Potrudiš se vedno narediti maksimalno, tako da kar nam bo uspelo, nam bo, kar nam ne bo. Sekirali se ne bomo, ampak poskusili bomo narediti vse. No, super, v bistvu hvala za tvoj čas, ne, in jasno tudi skupini tvoje veliko uspeha želim, pa te prepustim nazaj modeliranje. Ne. Hvala. No, zdaj sem pa z vodjo tretje ekipe, oziroma pač druga je po vrsti napisana, to je ekipa Park, ko ste si dali naslov. Andrej Žolnir, se upravičujem, sem tlele ubil tvoj priimek. Pozdravljen, lahko na kratko opišeš ekipo, kako so se razdelili delo, kaj pričakujete v tem smislu. Pozdravljeni, sem Andrej Žolnir. Ekipa sestavljajo Patrik Glavica, Katarina Šundrica in pa Rok Čelofiga. Pač naše ime je sestavljeno iz začetnic imen. To pa res sploh nisem opazil, ne? Cool. Malo so zamenjene tole, ampak dobro. Zdaj delo smo si razdelili tako, da jaz in Rok delam v Arhikedu, arhitekturo, jaz delam še map modeler, oziroma je strojne inštalacije, pa elektroinštalacije. Patrik dela statiko v programu SCIA, pa uporablja še dodatno program Allplan za kakšne izdelavo modela kakšnega. Katarina pa trenutno dela ostrešje v Allplanu tudi in pa popis del bo imela v Vico Officeu. Tako da to je nakratko. Ja, zanimiva izbira telih programov. Vidim, da se kar konstantno pojavljajo te klasični programi. Se mogoče pričakuje kakšne težave pri izmenjavi podatkov, ker predvidevam, da boste pač to čez IFC izmenjevali, ne? Tako je preko IFC vse. Zdaj trenutno nimamo težav z izmenjavo, kajti Arhiket ima zelo dobro razdelan ta IFC, izvoz IFC-ov, tako da lahko prav izbere, ne vem, za Allplan, za SCIO, za vse te programe, ki jih rabimo, se dajo izvoziti posebej IFC, že normirani, določeno še sam normiran pol, da prav izvozi, pa da lahko potem prav vozijo. Drugače pa Arhiket, pa preko Arhikedovega BIM serverja smo povezani in delamo sočasno na enem modelu oba dva arhitekturo, jaz še strojne inštalacije trenutno natrišem na istem modelu, kot dela on arhitekturo. Super, no tole pa prvič med prvimi tremi ekipami, ki ste dejansko tak nek BIM server uporabljali, ne? Za neko hkratni razvoj. No, če zdaj postijo v bistvu pač te neke tehnološke rešitve, mogoče se vrnemo mogoče malo na začetek, ne, v smislu, kako ste sploh prišli do tega, da ste se prijavili, a se že odprej poznate, kaj pričakujete od te udeležbe? Zdaj, to je taka hecna zgodba. Jaz sem razmišljal, da bi se prijavil, vendar je bilo potem to mi daleč v Ljubljani, pa nisem imel točne ekipe. Pač šel bi sam plus še en arhitekt, recimo, ali pa enega, da bi vzel, pa sem potem obupal. Potem me pa kolega kontaktira, da bi pa od njega punca šla v bistvu, ta Katarina, ko je zram, in če bi šel jaz tudi in sem takoj pristal na to, potem smo še pa najdla Patrika, Patrik je najdel Roka in potem se je sestavila ekipa in smo prišli na tekmovanje. Tako da predvidevam, da se načeloma predtem nekje niste prav globoko poznali, ne? S Patrikom se
globoko poznamo, pa Patrik se v bistvu z vsemi pozna. In s Katarino so sošolci zdaj, z Rokom sta bila na srednji šoli sošolca, tako da jaz pa Rok se ne poznam, Katarino sem na videz videl tudi na fakulteti, ki sem jo obiskoval, tako da načeloma se tako videz poznamo z Katarino, s Patrikom se pa dobro poznamo, smo bila tudi sošolca. No, super, v bistvu te poznanstva so vedno dobra. Kaj pa sicer, kaj se pričakuje od tega? Jemljete ta biatlon dejansko kot tekmovanje ali v prvi vrsti neko mreženje, druženje, izmenjava informacij, pač recimo, da se nekako vidite, kje ste v tem modeliranju? Bom rekel kar oboje. Druženje in v bistvu izdelava pač tekmovanje neko. Probali se bomo uvrstiti med prve 3 skupine, tako da pridemo še na konferenco lahko, pa da predstavimo potem se tudi, če pa zmagali, pa tek boljše. Odlično. Mogoče sam še en komentar, glede na to, da je to pač recimo drugi biatlon in zdaj prvič je bil ta nek skupen model oziroma skupna podlaga za izvedbo. Verjetno od lanskega leta nimaš teh izkušenj, ampak vsem, kako se ti zdi izbira, da je pač neka skupna podlaga za vse ekipe? Super, lani sem bil v žiriji oziroma sem ocenjeval, tako da je bilo prav težko ceniti, kjer je kaj naredil oziroma ni se videl prav, koliko so naredili, ker je bil vsak model drugačen, so imeli različne, pa predpripravljene so lahko imeli. Leto se bo pa videl, pa se bo dalo zelo fajn oceniti, kdo je koliko naredil oziroma kaj se vse naredilo. Super, hvala za odgovore in te prepustim nazaj modeliranje, jasno veliko uspeha tvoji ekipi. Hvala lepa. Pred nami je sogovornik še zadnje ekipe na letošnjem biatlonu, to je Fares Vladimir Velika Šame. Moral sem 2krat prebrati, da sem si zapomnil. Pozdravljen. Hvala. Ne, se v redu. Bom jaz kar vprašal. Skratka, lahko tako v parih stavkih predstaviš svojo ekipo, pa si vodja, kako ste se sploh zbrali, kako ste se prijavili, kaj pričakujete, pa bomo povedali, kam še zapeljali. No, mi smo sošolci tukaj na faksu, gradbeništvo študiramo, to smo slišali na predavanju, nam je en profesor rekel, naj se prijavimo. Nismo niti pričakovali, da bo toliko zahtevan, kakor je, ampak smo nekako se znašli, zdaj delamo, smo se naučili malo osnov tega Arhikeda, pa imamo nek načrt, saj da to končamo projekt, tako da upamo, da se nekaj naučimo, da bo vsaj neki izdelek do konca. Ja, sej to je, kot so se že prej pogovarjali, zelo pohvalno, da ste se prijavili in tudi, ko ste videli, da vam nekaj manjka, ste se znali zorganizirati. Ampak predno greva še v kaj drugega, imate najbolj originalno ime ekipe, to bo sicer v zapiskih teh BIM pogovorov, tako da si boste lahko vsi tisti, ki to poslušate, šli na splet pregled, kaj to je, ampak če vam sam nakažem, to je neka binarna koda, ali lahko izdava, kaj to je? Lahko je. To je v bistvu smejko, dvopiče pa trojka. Super. No, vsi ostali, ki poslušate to, imate nalogo, da pretvorite tole binarno kodo v to, kar vam je kolega povedal. No, ampak recimo, da mogoče še vprašamo, kako je pa sami pričakovani. Skratka, povedal si že, da niste pričakovali, da bo zadeva toliko resna, ampak sicer, kaj se pričakuje tega biatlona, a je to jemljete bolj kot druženje, spoznavanje z drugimi, tekmovanje, konec koncev ali kaj drugega? Ja, v bistvu na začetku je bilo tako malo tekmovalno vzdušje, pa smo videli našo konkurenco, smo se malo zasekirali. Zdaj pa samo, da dokončamo projekt, nam je najbolj v bistvu, da nekaj naredimo, kar je v bistvu vreden, saj nečesa, da je neki izdelek, nekaj, kar še nismo naredili. Če je pač to, te analize, karkoli treba navesti, pa ta BIM, to še nikoli nismo naredili, pa bi bilo fajn, če bi nam enkrat ratali, da v bistvu to v skupini naredimo. Mogoče za poslušalce, v bistvu, kjermo letniku študija ste? Mi smo še vsi prvi letnik, sicer smo drugič prvi letnik, ampak tako da nekaj že imamo podlage.
drugače pa prvi letniki. No, super, v bistvu to je, skratka, kot sem že prej rekel, zelo pohvalno, da ste se prijavili in jasno tudi, da pač smatrate, da pač se da tudi kaj naučiti, tudi če prideš na tekmovanje brez nekega poglobljenega znanja, se lahko tam zorganiziraš in mislim, da se kaže na to, da se znate zorganizirati, kar je pa jasno tudi velik plus. Kaj pa sicer, kako vidite pač sam model, kako je bil pač pripravljen, oziroma pač podlago za model, ki ga morate narediti, kaj sploh delate, kire programe boste uporabljali, omenil so že Arhicad, imate v planu še kaj drugega? Ja, zdaj najprej, ko smo videli načrte, smo bili malo začudeni, prestrašeni, nismo vedeli, kaj bi naredili. Zdaj zalaufali smo malo pogruntali te načrte. Zdaj plan je, da v Arhicadu naredimo načrte cele hiše, mogoče z inštalacijo, če bomo se naučili to. Zaenkrat je pač to, da so te osnovne plasti, tako kot je napisan, da je narejen. Pa za naprej pa v bistvu so neke simulacije, še ne vemo točno, kaj se pričakuje. Mislili smo, da bi probali ANSYS, ker smo nekaj že delali prejšnji letnik v temu v ANSYS-u, drugače pa kakšen program, ki nam ga bodo svetovali, pa bomo pogruntali. Ja. Super, hvala za odgovore in te prepustim tvoji ekipi nazaj, da jo voliš in skupaj naredite veliko, čim več, kar se da. Ne? Najlepša hvala. To so bili intervjuji z udeleženci Bimatlona 2017. Dogodek, ki je potekal 14. novembra 2017, je soorganiziralo združenje SIBIM, Bimatori in pa Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer je sam dogodek tudi potekal. No, več o rezultatih bomo lahko poročali naslednji oddaji podcasta BIM Pogovori. Rezultati bodo namreč objavljeni na bližajoči se konferenci SIBIM. Konferenca bo potekala 16. novembra 2017, prav tako v Ljubljani. No, tam bodo imele tudi najboljše 3 ekipe z Bimatlona priložnost predstaviti svoje izdelke in povedati nekoliko več o samem procesu, kako so do končnega izdelka oziroma rezultata prišli. To je tudi vse v današnji oddaji podcasta BIM Pogovori. BIM Pogovori so kot vedno na spletu, Facebooku in Twitterju. To je vse za danes. Lep pozdrav in adijo.